Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci in en prisrčen pozdrav v imenu knjižnice. Veliko veselje me je, trikratno veselje, najprej to, da smo se zbrali v tolikšnem številu, potem to, da nocoj gostimo tako imenitno gostjo, kot je naša gospa Kazimira Lužnik, naša someščanka, letošnja prejemnica Železnikarjeve nagrade. In da nocoj tukaj premierno predstavljamo novo knjigo, njeno biografijo, ki nosi naslov preprosto kar Kazimira. Nastala pa je izpod peresa gospe Jasmine Kozina Praprotnik. Hvala, da ste prišli. Plemenit uvod. Hvala za to, kar si in hvala, ker si to delila z mano in ker to lahko delim tudi z vami. Lep pozdrav, sem Jasmina Kozina Praprotnik. Hvala vam in sem prav ganjena, da nas je danes tukaj in da imam priložnost se predstaviti s knjigo o tej res izjemni ženski človeku z velikim čejem, ki sem ji strašno hvaležna, da nam je mi toliko stvari povedala, Kazimira, tudi jaz sem ganjena. In da sva to skupaj nekako prelile v besedo in da je tukaj danes ta knjiga pred nami in da bo lahko šla naprej v rodove, kajti notri je ogromno življenjskih modrosti. Pa naj te kar vprašam, Kazimira, kako to, da si ti, da te ljudje samo občudujemo? Jaz. A bi se usedla? Boljše. Boljše. Zelo sem ti hvaležna, da si to ti napisal. Res. Zato, ker jaz sploh ne bi imela časa za to napisati. Res. In da sem vse to storila, jaz sama ne vem tako, toliko energije. Ampak vesela sem, da sem vse to postorila in če bi še enkrat se rodila, bi verjetno še enkrat vse to storila. Ja. Veliko ne bom govorila, ker potem ne bodo knjigo šli brati. Bojo. Verjamem, da ti ne bi imela časa, namreč Kazimira, poleg tega, da vodi zbor orgla v cerkvi, ampak tudi strašna športnica, rada potuje po svetu, premaguje mnoge razdalje in nam odpira nova obzorja, kaj to starost lahko je. Ona nam postavlja čisto novo dojemanje. Kazimira, kaj si včeraj počela? No, ko ne bi se rada hvalila, ampak vesela sem. Kar daj se, prosim, daj. Vesela sem, da sem šla v Slovensko Bistrico in sem tam spet tekmovala, seveda. In to na 10 kilometrov.
pozabim, v soboto sem pa tudi tu, ko je bil tek za zdravje, če nekaj tega pa sigurno se moram udeležiti, da bi bili tako vsi zdravi potem. Ja, in sem šla tudi za tek zdravja tega, tako da bojo še mladi videli, da tudi starejši radi tekajo. Kazimira, meni si ti taka vzornica. Notri v knjigi je opisano večina tekov, kjer je Kazimira bila, ampak ne samo to, so tudi ljudje, ki jih je srečala na svoji življenjski poti, kraji, ki jih je obiskala, stvari, ki so se ji zgodile. Veliko vlogo v njeni knjigi ima njen dragi mož, ki tukaj zraven sedi in ki ima strašno pomembno vlogo v njenem življenju in ki mi je postavil čisten nov dodaten vzor v tem, kaj pomeni, ko se imata dva tako rada, da se spoštujeta do vsake sekundice dneva, pa njeni otroci in vnuki, ki so danes prišli sem. Knjigo sem začela že pred njenim rojstvom v Kanalu ob Soči, potem govorim o njeni glasbeni družini, o starših, bratih, sestri v Kanalu ob Soči, potem obdobje v Ljubljani in zadnje dolgo obdobje v Slovenj Gradcu. Tudi to je njen kraj in lep je. Kazimira, lahko rečeva, da si in Slovenj Gradčanka in Kanalčanka, da si oboje? Ja, v glavnem, jaz naj se najprej zahvalim mojemu gospodu soprogu. Miloš, bravo! Da se ni naveličal me voziti kar iz ene tekme na drugo tekmo, tako da sem včasih bila v enem dnevu kar na 3 tekmah, ampak vse. Tako, hvala ti, Miloš, in še, da bi me še naprej podpiral, ker bi rada še tekla. Točno to mi je Kazimira rekla pred približno 10 leti, ko sem jo opazovala, da bo še dolgo tekla. In takrat že je v mojem srcu postalo eno posebno mesto z imenom Kazimira. Potem sem v življenju spoznala Heleno Žigon. Bila je tudi taka izjemna ženska, kot je Kazimira, zdaj je stara 91 let in o njej sem napisala knjigo. Ko je bila knjiga končana, je bil en prazen prostor, v katerem sem se vprašala, kaj pa zdaj? In sem ga takoj napolnila. Vem, o kom želim pisati. Točno njej želim napisati knjigo o Kazimiri. Ampak kdo ve, če bo za. In tako sem pred približno 3 leti napisala Kazimiri pismo. Pisala sem ji, draga Kazimira, sem tista, ki s tabo včasih teče noseča, včasih z vozičkom, in sem tista, ki sem napisala knjigo o tvoji včasih tekmici, včasih sta šle v štric, ampak sedaj bi rada napisala knjigo o tebi. Prosim te, da razmisliš, ali bi rada delila svoje življenje z mano in z bralci. Si pripravljena na to? Prosim, ne hiti, vzami si čas. In Kazimira me je poklicala naslednji dan. Rekla je, ja, dajva. Jaz sem skočila do neba. To je kot, da bi se v mojem življenju odprlo eno dodatno poglavje, ker sem slutila ene čisto nove dimenzije v mojem življenju, nove misli, nove energije. Vedela sem, želim pisati knjigo o njej. Ampak rekla mi je, takrat si bila stara dobrih 82, rekla si, ampak veš, se res nič ne mudi, ker jaz bom še dolgo tekla. Z vsakim stavkom mi je bila bolj všeč. In tako je potem spet minilo nekaj časa, dokler sem tudi jaz 4. zanosila, tudi jaz imam 4 otroke in takrat sem rekla prav. In takrat sem začutila, zdaj je čas. Čas, da mi Kazimira pove, kako je biti mati 4
in čas je, da jo obiščeva. Moj mož Urban, ki snema in ki je bil tako kot Miloš, vedno zdraven, je bil ta in odpravila sva se v Slovenj Gradec. Prvič v življenju sem prišla sem namreč iz Portoroža, čudovit kraj je Slovenj Gradec. Kazimira, boš ti povedala, kako si doživela, ko si začela meni pripovedovati življenje tvoje mame, tvojega očeta. Kako si doživljala? Ja, v Kanalu ob Soči, no. Jaz mislim, da to bodo raje brali po knjigi. Sej boste, a ne? Ja, imela sem srečno življenje z mamo in očetom, ker sta me imela zelo rada. Seveda, pri nas je bila glasba doma, a ne, in zgleda, da to si usidralo tudi v mojo dušo, da še zdaj orglam v cerkvi, pomislite. In tako, in vodim v ženski pevski zbor, seveda. Vesela sem bila tega svojega otroštva, čeprav je vojna takrat nastopila in vse mogoče. To boste vse verjetno brali v knjigi, a ne? Kako je bilo med vojno in vse, da ne bi bila jaz tu predolga. Sam to vem, da si vse tako strašno hitro odvijalo, da je, to se mi zdi, da je prekmalu vse minilo in da je zdaj že toliko let od takrat. Kazimira, rada te vprašam, koliko se počutiš stara in kaj rečeš? Jaz vedno rečem, ko me vprašajo, koliko si stara, jaz vedno rečem, jaz se počutim mlada in to je to. Ja, ker ne vem, to stara nekako mi ne gre v glavo. To ima knjiga podnaslov in ta podnaslov je biografski roman o deklici, ki se ni pustila postarati. Kajti Kazimira nam nekaj dokazuje, za staranje se lahko odločimo, lahko pa tudi ne. In tako mi je všeč, ker se je ona odločila, da bo mlada do konca. Bravo! Hvala. 2 leti je trajalo, ko sva jo z možem Urbanom obiskovala, njo in Miloša, ko sva šla pogledat kraje, kjer je bila rojena, kraje, kjer je tekla. Poiskala sva ljudi, o katerih mi je pripovedovala, da so tudi oni vključeni v knjige. Skupaj smo gledali njene dnevnike, veste, za koliko jih je, toliko. Prebrala sem vse njene pesmi, vsako poglavje začne z eno pesmijo, razen poglavje Vojna, pa še eno poglavje, ki ima pesem na koncu. Kazimira mi je odprla en nov svet in z takim veseljem sem ga raziskovala. Z Urbanom sva šla tudi v Gonars, to je kraj v Italiji, kjer je ona 2-krat tekla 24-urno tekmo. Poiskala sva organizatorja, ki se je Kazimire dobro spomnil in ki je dal na mizo vse zvezke, v katerih je imel natančno napisano, kdo je tekmoval in kjer mi je pokazal, veš, Kazimira je pretekla toliko krogov in seveda zmagala in ne samo postavila rekord proge. Veste, da je Kazimira v 24 urah nekoč pretekla 165 kilometrov. Kazimira, to je nekaj neverjetnega. To je zdaj že preteklost, a ne? Zdaj, jaz mislim samo še na bodočnost. To je res. Ja, in to mi je bilo všeč, kako ona razmišlja o bodočnosti, o tem, kako bi šla, a ne rada bi šla v Benetke, pa v Bolgarijo, v Sofijo, si rekla, da je veteransko prvenstvo tam, pa da še nisi bila. A ti bo ratalo iti v Sofijo? Ja, najprej Benetke. Najprej, ker so malo bližje. Sem prej še
Radenci so še Radenci, ja. Ja, pa zdaj naslednji 7. Istrski maraton. Sem pa kar 21 kilometrov treba preteči, ne? Ampak si mislim, vsi to je kar luštno, tako je, ko ne tako gledajo na tisto uro. Kazimira je bila pa včasih zelo hitra tekačica, hitrejša od mene, tako da to, da si zdaj malenkost počasnejša, veš, imaš vse pravice na tem svetu. Ja, hvala. Na istrskem maratonu, ki bo naslednji vikend v Portorožu, pa jo tudi toplo pričakujejo, je namreč ena od častnih tekačic na tem maratonu in v soboto, dan pred maraton, imamo v okviru istrskega maratona tudi drugo predstavitev knjige. Hvala ti. Hvala tebi. A smem prebrati eno tvojo pesemco? Dovoliš? Katero pa? Eno, ki se mi zdi te najbolj opiše. Naslov pa je Zmaga. Vsak dan tek, vsak dan zmaga. Dela nad lenobo, lakote nad požrešnostjo, veselja nad žalostjo, poguma nad bojaznijo, ljubezni nad sovraštvom, duše nad telesom. Vsak dan tek, vsak dan nova zmaga. A smem prebrati en majhen odlomek iz knjige? Lahko. Odlomek pa govori o tem, kako kot mati 4 otrok ni imela veliko časa in je proste trenutke za trening znala izkoristiti kar tudi v svojem kabinetu v službi. Pa poglejmo. Imela pa sem v službi še 3. možnost za vadbo in to sem znala izkoristiti v prostih minutah skozi dan. V svojem malem kabinetu, res malem, sem zaprla vrata, odprla okno, svoj stol potisnila pod mizo, slekla haljo in stekla na mestu. Kar se je dalo hitro. Kolena sem vzdigovala visoko, skoraj do prsi, komolci so švigali sem in tja, pljuča so se polnila, srce je pohitelo. Po nekaj minutah sem bila pošteno zadihana. Potem sem pogledala na uro, za trenutek spočila svoje boleče mišice in jih raztegnila in ponovila tako, da sem poskusila hiteti na mestu še hitreje in dlje. Še če bi me zaprli v samico, sem bila prepričana, da bi lahko pošteno trenirala. Če želiš trenirati, se da to početi kjerkoli, je bil takrat moje geslo. Pa tudi kadarkoli bi lahko dodala. Le navdušenja moraš imeti dovolj in željo po napredku. To dvoje je bistveno, bi rekla, da kar pri vsem. Ko tečem, nad mojo glavo letajo ptice otroške radosti nad vsakič na novo zadihano in začuteno svobodo. Res pa je, da ne krožijo samo te ptice. Letajo tudi ptice skrbi in bojazni in tega ne morem spremeniti. Tudi njih je veliko in nebo je prav tako njihov dom. Lahko pa sama izbiram, katerim bom dopustila, da se vgnezdijo v moje misli. Ni lahko, a se da. Tek me nauči vztrajnosti, doslednosti in rednosti. Zaradi njega lažje premagujem napore, težave, neuspehe, kar je vse sestavni del športa in življenja. Naučil me je sodelovanja, dogovarjanja, pomoči. Tek mi je pomagal uravnovešiti moje razburkanje, notranje stanje, omilil napetosti, me dal drugo dimenzijo, v tako z več sproščenosti in v kateri sem se počutila dosti boljše. Razvila sem tudi večjo hvaležnost do svojega telesa in duha, navdušenje nad lastno vzdržljivostjo in močjo. Dan z nekaj teka je lepši dan. Marsikomu rečem, poskusi, pa boš videl, kako boš vesel. Vesel človek pa je ladjica, ki pluje pod ugodnim vetrom. Tega pa ni nikoli preveč. Vesel človek si, Kazimira.
ko bom velika, bi bila rada kot ti, pa že zdaj hočem biti taka kot ti. Me veseli. Z Urbano pa Kazimiro smo posneli tudi en kratek filmček o njej, pa bi ga rada, da si ga še enkrat ogledamo, ker nam tako lepo razkaže Slovenjgradec. Pa poglejmo. Sploh človek reče ob takem človeku, kot si ti, Kazimira, meni je res tako čast, da si meni povedala in da sem da tisto pero, skozi katerega si ti delila z nami svojo življenjsko energijo, ki je osupljiva, navdihujoča in vzor vsem nam. Hvala ti, Jasmina, za vse to in najbolj bom pa vesela, ko bom šla še na kak tek, da bom še koga srečala tudi in da se bomo pozdravili, pa kaj poklepetali, pa tako naprej. In obljubi, da ne boš nikoli nehala imeti rok tako gor. Veste, Kazimira pride tako skozi cilj in to mi je tako všeč. Ja, to je pa znak veselja, veste. Vemo, veselje. Tako da, ja, veseli me, da sem tu z vami, da je knjiga tu. Naj povem, da je iz Ljubljane prišla oblikovalka knjige, Tjaša Štempihar, ki se je res potrudila in je, da je knjiga tako lepa, kot je Kazimira lepa. Tukaj v drugi vrsti je tudi Kazimirin prvi trener, ne, gospod Lenart? Kazimira nam je bila predvsem vzor, ne? Nekako leto dni prej smo začeli z treningi otrok. Hvala lepa. Veselje mi je, da Kazimira, da te jaz pozdravim. Mislim, da je že skoraj 40 let, kar smo se prvič srečala. Tam na stadionu, ko še ni bilo pravega stadiona, se enkrat pretekla, ko smo... Hvala za vse to, lepo je bilo. Mi smo bili tudi tebe veseli, ne, in praktično smo se spremljali. Ja, tudi to moram reči, na vseh tekih, nekdaj je bil to memorial Janka Gregoriča, začeli smo ga leta 81 in nikoli nisi manjkala. Potem pa kasneje, to je predsednica kluba tudi, ker je bil tek miru in nikoli te ni. Brez tebe ni bilo tekme, ne? Grem in sem vesela, kakorkoli pridem v cilj, čeprav vem, da ta čas ni tako super in ponavadi zdaj sem pa še celo čisto zadnja. Pa me to prav nič ne. Jaz vseeno sem tako vesela, kot če bi bila prva. Veseli smo, da te imamo. Kaj je povedal, kakšno doživetje s Kazimiro? Vi morda? Jaz? Aha. Zdravo, Kazimira, lepo pozdravljena. Lep pozdrav vsem. V imenu organizacijskega odbora Maratona treh src v Radencih. Kazimira je naša najboljša tekačica, ker je že omenjala letošnji maraton. Kazimira, številka za te. Zelo smo ponosni. Mislim, da je od 38 maratonov pretekla 37, ne? Pri nas. Tako je. Veseli bomo, da spet prideš. Sicer smo ti še eno rožo prinesli, pa naša roža. Rožica. Kazimira je pri nas zelo priljubljena. Predvsem na okrepčevalnih službah, postajah, vsega tega. Ona se ve tako prisrčno zahvaliti, drugi vedno kaj iščejo, pa to mi še manjka ona. Kazimira pa je zadovoljna z vsem, se zahvali. Res smo veseli, da hodiš k nam, ponosni na to.
Nasvidenje 18. maja pri nas. Najlepša hvala. Lahko še malo tako, kar bom tekla. Za sklece imaš pa prelepo obleko, veš? Bi še kdo kaj vprašal, Kazimiro? Bom vprašal, mislim, da ob visokih jubilejih, ko ljudje povejo o svojih bogatih doživetjih, je treba se kar odločiti za eno preprosto stvar, drugega nismo sposobni. Mislim, da je najbolj razveseli, ko pevke pod njeno taktirko zapojejo eno kakšno narodno pesem, a ne tu v celem džumbusu, v celem ropotanju pa čujemo to pesem, to nas najbolj prevzame. Bi še kdo kaj pa pripomnil, vprašal Kazimiro? Če ne bomo pa zapeli še eno pesem, prosim, ki jo je skomponiral Jože Leskovar. Jaz bi vas rada pa čim bolj dolgo še, da bi čim dlje še prepevali in prepevali. Do 100. Hvala Jasmini, hvala vsem, ki ste prišli. Od srca hvala, res. Zdaj vsaka posebej ne morem tu se zahvaljevati, ampak res vzemite to, da vas res imam rada in da se vam najlepše zahvaljujem. Veliko mladih let. Tako. Jaz pa bom svoji sosedi čestitala in ji zaželela, da bo še dolgo, dolgo mlada, da jo bomo lahko spremljali. Želim vam še res veliko pretečenih metrov in pa verjemite, Slovenka še nismo. Najlepša hvala, zelo sem vesela. Pa bi vas povabila na kozarček, ki je pripravljeno tam zadnji
To so pa pevke mi pripravljene. Lahko naredimo samo še eno mičkeno stvarco, da se vsaj za trenutek počutimo tako, kot se Kazimira na cilju. A lahko damo čisto vsi roke gor.